V uvodu želim poudariti predvsem naslednje. Zakon, tako kot je bil sprejet, je bil utemeljen na očitni neresnici. Namreč trditev vlade, ki je zapisala v gradivo, da ne bo povzročil nobenih finančnih posledic, je naravno smešna. Spomnil bi, da ko je gospod Bohinc izdal samo manj kot 4000, in to začasnih odločb, je bilo na tistem ustreznem prostoru v proračunu takrat za to zagotovljenih čez 30 milijonov evrov za samo manj kot 4000 odločb. Ko je ti manjkalo denarja, so jih nekaj izdali. Koliko bo sedanja številka že samo v tem delu, ko gre za 4-krat večje število postopkov, in pri tem so ti postopki bolj zapleteni glede na določila zakona, potem prepustim to vašemu izračunu, vsekakor pa je ta neresnica očitna. Seveda ne gre samo za to, še večji zneski bodo sledili kasneje, kajti v upravnih postopkih in kasneje v sodnih postopkih bodo zagotovo upravičenci, ki bodo prejeli te odločbe, s katerimi začnejo roki za uveljavitev pravic teči na novo, zahtevali ne samo odškodnine, v ožjem pomenu besede, o katerih se običajno govori, ampak predvsem določene pravice za nazaj. In bodo zagotovo jazbinškova stanovanja oziroma odkup stanovanj po izjemno ugodnimi pogoji, pa po drugi strani uveljavljanje razlik med določenimi pravicami, ki izhajajo iz slovenske zakonodaje in so bistveno večje v državi Sloveniji kot v drugih republikah nekdanje Jugoslavije. Predstavljajte si recimo že pri razliki ene pokojnine, da bo prišlo še do zahtevka za izplačilo zamudnih obresti za 10 ali 15 let za nazaj. Ti zneski bodo izjemno veliki in že sami postopki zelo dragi. Celo, če na sodišču nihče ne bi uspel iztožiti ničesar, kar je skoraj neverjetno glede na to, da je celo državni sekretar na seji odbora pristojnega telesa sam izjavil, da se uveljavitvi določenih pravic za nazaj, revaloriziranih seveda z obrestmi oziroma odškodnin, najbrž res ne bo mogoče izogniti, se pravi, tudi on to priznava, je treba poudariti, da že sami sodni postopki so zelo dragi, poleg upravnih, o katerih sem že govoril. Tisto, kar je pri tem zakonu še posebej sporno, sta dve ključni točki. Prvo, zakon je izjemno nejasen in tukaj, glede na to, da je tovrstnih nejasnosti kar lepo število, ne gre za naključje. Očitno ne gre za naključje, ampak za zelo premišljeno politično potezo, da se pusti izjemno veliko prostora za diskrecijo upravnega organa, ki bo na ta način imel veliko moč in glede na odločbe Ustavnega sodišča, na katere se sicer koalicija pri tem zakonu tako vehementno sklicuje, je to prav takrat, ko gre za uveljavljanje različnih pravic za nazaj in človekovih pravic, popolnoma nedopustno. Poglejte samo en primer. Do zdaj je vsa leta v zakonodaji veljalo, da je nekdo moral izpolnjevati pogoje, da so ga Slovenijo vezale ekonomske, socialne, sorodstvene in različne druge vezi. Zdaj so vmes dali pa ali. Se pravi, se tukaj odpre izjemno širok prostor. Katere so zdaj vse te druge vezi? A je, če poznajo nekoga v vladi Republike Slovenije, že izpolnjen ta pogoj? Ali druge vezi? Ta pojem sploh ni preciziran. Ravno tako ni dovolj precizen pojem, kaj pomeni neprekinjeno stalno prebivanje. In iz zakona, tako kot je bil zdaj sprejet, je očitno, da bo v določenih primerih zanesljivo prišlo do primerov, ko se za čist celotno obdobje sploh ne bo ugotavljalo dejansko stalno prebivanje. In še cel kup drugih nejasnosti je v samem zakonu. Z tega razloga, poleg tega, da je seveda že sam postopek sprejemanja zakona zaradi neresničnega izhodišča pomenil grobo kršitev poslovnika, bil sprejeman po hitrem postopku zaradi bega pred javnostjo, zato da se ne bi nanizale vse možne argumente in po drugi strani tudi nasprotju z resolucijo o normativni dejavnosti, ki je samo nekaj mesecev nazaj na predlog te iste vlade sprejel ta parlament. Poleg tega je seveda potrebno poudariti še vprašanje vrednosti oziroma vrednot, ki jih
prinaša ta zakon. Tu pa je z pravnega vidika, z vidika uveljavljanja prava in pa z vidika vrednot zakon naravnost porazen in precedens brez primere v zgodovini. Zaradi prav teh raztegljivih formulacij, o katerih sem govoril, pa tudi zaradi tega, ker ni bil sprejet niti tist naš amandma, da bi se vsaj v upravnem postopku naprej izločilo iz možnosti uveljavljanja različnih pravic po tem zakonu, vsaj tiste, ki so Slovenijo dokazljivo napadli z orožjem kot okupatorji. To pomeni, da se bo lahko zgodilo, in trdim, da se bo zgodilo, da bo posameznik, ki je kot novi državljan leta 91, 92, v obdobju kasneje, dosledno spoštoval takrat veljavno zakonodajo te države, imel do nje pozitiven odnos, uredil svoj status, lahko tudi kasneje državljanstvo, ali pa že takrat, v bolj neugodnem položaju, to se pravi diskriminiran, proti tistemu, ki je takrat bodi si Slovenijo celo napadel z orožjem, kalkuliral in bo sedaj za to svoje delo nagrajen. Očitno je, da bo pod krinko popravljanja krivic za nazaj ta zakon povzročil številne velike nove krivice in seveda pomeni razprodajo temeljnih vrednot, na katerih je ustanovljena država Slovenija, pomeni degradacijo teh vrednot, pomeni grobo žalitev vseh, ki smo skupaj v dobri veri gradili in branili samostojno Slovenijo v vojni za Slovenijo. In po drugi strani je izrazito krivičen tudi do vseh tistih novih državljank in državljanov, ki so nekoč prav tako v dobri veri želeli spoštovati predpise države Slovenije, nove države, kajti tu je nov element, šlo je za nastanek nove države, in so svoj status brez problema uredili. Že leta 91 ali pa kasneje. Gre torej za očitno politično kupovanje glasov, vendar na način, ki je protipraven, z raztegljivimi formulacijami, iz katerih izhaja potem možnost za izredno široko prosto presojo upravnega organa, ki je prav takrat, ko gre za uveljavljanje pravic za nazaj tudi človekovih pravic po samih odločbah Ustavnega sodišča povsem nedopusten. Gre za vrednostno izhodišče, ki odstopa od uveljavljenih načel. Naj vas spomnim, da v tej državi so vse odškodnine do sedaj bile vedno ostro pomejene. Poglejte, če je nekdo trpel v koncentracijskem taborišču fašizma ali nacizma, se mu za leto dni prizna približno 1000 evrov odškodnine. Če je nekdo bil žrtev medvojnega ali povojnega nasilja, gre za odškodnino, ki ne dosega niti 1000 evrov. Če je nekdo padel v vojni za Slovenijo, se mu prizna največ nekaj čez 3000 evrov odškodnine. Za padlega v vojni za Slovenijo, za človeka, ki je največ dal za ustanovitev te države, kar je bilo sploh mogoče. Za tiste, ki so pa med napadalci, in tudi ministrica sama priznava, da je med tako imenovanimi izbrisanimi nekaj 100 oficirjev JLA, kot je povedala v parlamentu, koliko je še vse postali zaposlenih, ne vem, prosim, vprašajte jo. Za tiste pa sploh ni v tem zakonu nobenih omejitev. V nobeni demokratični državi sveta mi ni znan niti en sam primer, sem prosil tudi kolege v tujini, da bi se pozanimali, ko bi bil lahko kakorkoli razglašen za oškodovanca tisti, ki je nekoč izvajal agresijo, napadal z orožjem neko državo in bil na to upravičen do kakršnihkoli pravic ali odškodnine za nazaj. Takega primera preprosto ni. Ob tem naj še poudarim, da tega, da je potrebno karkoli priznati za nazaj agresorjem, okupatorjem, tega ni odločilo Ustavno sodišče. Tega ne boste našli v nobeni določbi izreka Ustavnega sodišča. To gre za očitno uveljavljanje suverene politične odločitve vladajoče koalicije, ki zanjo torej sprejema tudi polno odgovornost. Vse to pa so seveda razlogi, da je edino primerno, da se o tej politiki izrečejo ljudje kot ljudstvo, kot tisti, ki je po ustavi nosilec vse oblasti neposredno na referendum.